Šel sem na splet, pa sem nek test izpolnil, nekaj vprašanje, odgovor pa mi je vedelo, vi ste med drugo in tretjo stopnjo izgorelosti. Kako je zdaj, jaz, buldožer, nikoli, grem čez vse. V izgorelost pa ti odhajaš leta. Leta, pa niti ne veš, ne? Pa niti ne veš, Ja, ne? saj to. Jaz ti danes povem, da se počutim kot 15 let nazaj. Jaz imam ADHD, ker močen, jaz nisem tega vedel do lani. Da se bavaš. Res, zalotil sem se, da ne reagiram več, da nisem se prepoznal, no, v svojem obnašanju, po svojem razmišljanju. Je pa večkrat prišlo do samopoškodovanja. Naprimer, Da sem se v steno metal, pa z glavo. z glavo ruko. Ja, pa z enim kolom sem se enkrat pogledal, toga si glavo razpil, šel v spodnjih gatah. Kaj si razmišljal o samomoru? Danes govorimo o glasu, ki ga pogosto zadržimo zase. Danes je z nami Marko Verdev. Danes se bomo pogovarjali o pogumu, o komunikaciji in odgovornosti. Dobrodošel, Marko. Zdravo, Marko. Zdravo. Ja. Kak je biznis letos? Mislim, kak se je biznis zaključil letos Biznis je 2025? odlično zaključil. Ja? Vedno bi se lahko boljše, ampak glej, vse. Torej, načrtovanje, kaj imaš ti? Tak, na primer, si daš načrt, isto ne prodaja, verjetno, potem pa Nekako, spremljate v številke. bistvu mi načrt delamo od spodaj navzgor, kar pomeni, ne postavim jaz nekega cilja, ampak vsak posameznik ima svoj del, pripravi svoj plan. Jaz ga pol probam čim bolj motivirati, da se veš, plane si ljudje postavljajo ponovadi nizke, ne, zato da jih lahko ziher dosežejo, ampak mi vseeno probam jih nekako stimulirati, da postavimo visoke plane, pol pa to seštejemo, pa je to potem nekak plan firme. Ne, zato ker se mi zdi težko postaviti neka pričakovanja, sploh v našem poslu, ko se stvari tako hitro spreminjajo, že na začetku leta. Koliko ima zdaj podjetje zaposleno? Mikropolo, ne? 150. 150 ljudi. 150 ljudi. To je 150 bolniških, 150 dopustov. Mislim, daj mi nekaj povej, kdaj si začel z biznisom? Z biznisom, Katerega leta? z biznisom tem je začel v bistvu moj stric, kot obrt, to že več kot 40 let nazaj. Ja. Mikropolo je nastal leta 89 oziroma 90. Jaz sem prevzel 2006, 2011 smo pa se lastniško prestrukturirali. Teda od 2011 smo v bistvu nova pravna oseba, kjer sem jaz tudi solastnik in direktor pač že. Koliko vas je solastnikov? Zaposleni so zraven? Ali? Ja, v bistvu smo bili včasih vsi zaposleni, zdaj smo še dva. 4 solastnike smo. To ste nekaj jih izplačali? Ja, ena se je izstopila, 200 pa zdaj v bistvu, oziroma ena ne dela več, ena je pa se upokojila. Ampak si rekel, vsi zaposleni smo bili lastniki? Mislim, vsi ti štirje, Vsi ki štirje, smo bili okej. prej, oziroma 5, ko nas je bilo, smo bili včasih zaposleni. In kak ste potem, ko si ti, rečemo, se začel ukvarjati z Mikropolom, koliko je bilo takrat zaposlenih ljudi? Ko sem jaz prevzel vodenje, nas je bilo okoli tam nekaj čez 50. Že? Ja, bilo nas je nekaj čez 50, s tem, da smo takrat bili samo trgovinska dejavnost, v bistvu smo se ukvarjali z veleprodajo laboratorijske opreme, pribora, kemikalij, diagnostike. Od leta 2015 imamo pa lastno proizvodnjo laboratorijskega pohištva, ki ga tu v Mariboru proizvajamo in opremljamo, ne vem, tudi največje farmacevte na svetu. Kot, ne vem, verjetno vam je znana Moderna, ki je prva naredila cepivo za COVID. No, ravno to cepivo je bilo izdelano v laboratorijih, ki smo jih mi opremili s našim pohištvom v Švici. V začetku COVID-a, ne vem, delamo z BioNTechom, z Takedo, res z firmami in pohištvo v glavnem 90% izvozimo. To si verjetno dobil idejo takrat, ko si vmes delal v IKEA, ne? Veš kaj, vedno me je nekako interjer vedno zanimal. Ne, vedno sem bil nekako prodaja je čar, ne, logično, mislim je čar. Ne. A ti si prodajalec, bi lahko rekel? Mogoče, ja, ampak ne. Ja, veš kaj, jaz sem malo introvertiran, čeprav zaradi biznisa se pol naučiš biti ekstravertiran, pač zmoraš se spremeniti, ampak jaz težko grem sam nekaj prodajati, no, pa potrkati na vrata. To nisem po duši.
sem pa vedno želel, da bi nek svoj izdelek imeli, da bi bili proizvodnja, da iz nekega, ne vem, ko k nam pripelje šlep Iverala, več na koncu pa potem vidiš, da stoji cel laboratorij, ne, da si nekaj naredil, to je bil meni neki žal. Pa še nekaj, mi zastopamo tuje proizvajalce na območju Republike Slovenije. Slovenija je zelo mala. Ne? In če hočeš rast, širiti se ne smem ven, ker mi pač tuji proizvajalci ne dovolijo, ne? Zastopaš jih tu. Proizvodnja je pa naša in vzemamo mi svoje distributerje v Nemčiji, v Avstriji, v Švici, v Belgiji, na Nizozemskem. Ne? In je to tu lahko, mislim, možnosti imamo neomejene. V koliko državah delate? Mislim, da smo prodali pohištvo zaenkrat več kot 20 držav. Ampak najbolj delamo, šli smo tako, da gremo trg po trgu. Najprej pač zdaj smo se osredotočili na Avstrijo, ki nam je blizu, nemško vsi govorimo. V bistvu imam tudi ta Lab Interior firmo smo registrirali v Nemčiji, zato ker sem hotel, Slovenija ni nekako prepoznana, da bi delala visoko kvalitetne proizvode za farmacijo ali pa za laboratorije. Ne? In ker sem firmo registriral v Nemčiji, je takoj bil Lab Interior GmbH, sedežem v Münchnu in je takoj zvenelo, to je nemška firma. Čeprav vedno vse posod priznamo, da je to vse narejeno v Sloveniji, pa da delamo Slovenci, pa da smo Slovenci, ampak kupec se malo bolj varnega počuti, če ga nemška zakonodaja ščiti, pa pač ima nekako. Koliko ste lani naredili prometa, 2025? Lani smo naredili nekaj čez 27 milijonov. Wow. Bravo. Ko si pa ti začel delati? Smo bili tam na 7. 7 iz 27, ok. Ja, v bistvu v covidnih časih smo imeli 32. Še več? Seveda, takrat. Pred covidom smo imeli 17, potem to je bilo 2019. Potem smo pa v covidu zrasli na 32. Preden gremo naprej, majhna prošnja. Ocenite podcast, lajkajte in se naročite na Smart Talks. Vsak nov naročnik in ocena nam pomagata, da še naprej ustvarjamo pogovore, ki navdihujejo in premikajo meje. Torej, ko si začel delati, firma dela 7 milijonov na leto. Kdaj si prevzel neko večjo vlogo v podjetju? 2,6. Takrat smo delali še 7 milijonov. Kaj si pa delal do takrat? Do takrat, v bistvu sem bil 1 leto preden sem prevzel v Ikeji, ki si jo omenila, še prej sem delal. Kaj si delal v Ikeji? V Ikeji sem bil odgovoren. Koliko si bil star, 2,6 je rekel, ste prevzeli? Če jaz vam tako, ko sem te zdaj star, 2,6 sem bil star 32 let, ko sem postal direktor. 32 let si postal direktor. Kaj si pa delal takrat, kje si nabiral izkušnje? Skozi v Mikropolu. Ni prebral knjige več? Nisi prebral. Ne, nisem. Skozi v Mikropolu začel sem v skladišču. No, to me zanima. Celo pot sem šel od skladišča, nabave, prodaje, v bistvu vse. Koliko je to pomembno za nekoga, da začne, bom rekel, pri entry level delovnem mestu v podjetju, da če hoče enega dne priplezati do direktora in lastnika? Meni se zdi zelo pomembno. Jaz tudi moje otroke pošljem najprej na najnižjo delovno mesto. Moji trije vsi delajo že pred nas, ali pa počitnicami, ali pa tudi med šolo. In se mi zdi pomembno, pa ne toliko z vidika, da bi morali vse spoznati, bolj se mi zdi z vidika, da znajo ceniti delo, da znajo ceniti denar, pa da tudi, kar smo se z srednjim sinom ravno včeraj pogovarjala, da ugotovijo, kaj jim ni fajn. Ker moj sin, ta srednji, je skozi govoril, da bo mizar. In pol je seveda prvič, ko je delal pri nas v proizvodnji pohištva, je ugotovil, da mizarstvo pomeni tudi primiti desko, jo dati v stroj, stisniti gumb, malo počakati, pa ven vzeti, pa dati novo not, pa spet stisniti gumb. In je ugotovil, da to ni, da bi on to celo življenje zdaj desko. In se je sve odločil, da bo šel še naprej, pa da bo verjetno šel tudi študirati. Koliko je te star? Srednji? Srednji je zdaj star bil 18, novembra je. Ta starejši je koliko? Starejši 21 ali pa 15. Vsi so na 3 leta, vsi so rojeni bili v petek, pa vsi so novembrski. Kako se te to zrihta? Enkrat na 3 leta mi je dala na Valentinovo. Kaj si pa zmes delal? To je, veš, to so se zabavali, vedno, kaj jaz sem. Zmes delal, ne. To se bomo še imeli, kaj si pa ti vmes delal, ne. Knjigo preberi, da boš videl, kaj sem vmes delal. Mogoče nisem prebral do pike, ampak sem pa šel skozi to. Kam si jo dal mi povedati? Ne vem, pozabil sem, ker sem jo nosil in caj za sabo. Priznam. Hej, si želiš kariere, kjer te ne omejujejo stropi, kjer tvoj rezultat ni odvisen od politike v podjetju
ampak od tvoje volje, od tvoje discipline in tvojega karakterja. Popolnoma te razumem. Ko sem začel svojo pot, nisem imel ne poznanstev, ne kapitala, ne varne poti. Imel sem samo odločitev, da nočem poprečnega življenja in da bom delal, dokler ne zmagam. Danes pa vodimo sistem, ki ljudem, ki imajo voljo, disciplino in srce, daje vse, kar sem gradil iz nule. Znanje, mentorstvo, strategijo, orodja in predvsem okolje zmagovalcev. V Smart Money Solutions ne iščemo ljudi, ki bi malo poskusili. Iščemo posameznike, ki želijo zgraditi kariero v finančni zavarovalni industriji. In zgraditi ekipo pomeni nekaj delati s pomenom in življenje, ki ga vodiš ti, noben drugi. Če čutiš, da si za več in ne iščeš izgovorov, ampak priložnost, potem je zdaj pravi čas. Obišči www.smiljanmori.si in klikni na sodeluj z nami. Izpolni vprašalnik in kontaktirali te bomo. Marko, gledaj, naslov tvoje knjige je Govorim. In zakaj je danes to tako močna in hkrati tako težka beseda? Ker ti končno si tudi spregovoril. Vsi tisti, ki smo knjigo prebrali, ne? Vemo, o čem si vse govoril. Ampak dati ven te stvari in govoriti dejansko resnico, biti pri tem avtentičen, ne zavajati, ne? Biti iskren. To se mi zdi, da je danes nekako najtežje. Ne? Ja, pa ne, no, glej, ne vem, koliko ima ta vidva ljudi. Zaposleni? Ja, ali pa vse skupaj, da sodelujejo. Delamo ziher za 100 pa več, No. po celem Balkanu. Ja. No, še manj In več. če želiš, da ti ljudje zaupajo, jaz mislim, da moraš biti pristen. Ja. Ne? Jaz nasplošno se mi zdi, da moraš biti pristen. Ja, sploh Da pa, ne če pozabiš, želiš, kaj si komu, a veš, ne? In če ti vodiš, ne vem, 150 ljudi in jim v faco lažeš ali pa prikrivaš ali pa se delaš, da si nekdo drug, ne vem, jaz ne bi sledil, mislim, jaz ne bi hotel slediti nekomu, ko govori eno, dela pa drugo. In se mi je vedno zdelo, da če poveš neke svoje osebne stvari ali pa ranljivosti, v bistvu s tem pokažeš moč. Pa tudi tak je, vse sama veste, ne. Jaz se vedno pohecam, ne, pa rečem, pri nas vsi zaposleni vejo, kak avto vozim jaz. Ne. Doben ne ve, kak avto vozi čistilka, ki prije popoldan. Takrat pomeni, da si na nek način kot direktor vseeno neka mini javna oseba znotraj firme in vsi vejo o tebi vse. In potem se mi je vedno zdelo, zakaj jim ne bi sam z prve roke povedal, Ja, kot pa da sami nekaj ugotavljajo. ja, interno poveš tako je vse. Pa tudi pokažeš, da si krval pod kožo, ne, da nič ni narobe, ne, da smo mi ravno taki ljudje, da nismo ne, čarovniki. Pa si imel recimo v svojem podjetniškem lifeu izkušnjo, da so recimo zaposleni ti zavidali s tem, ko podjetje raslo, verjetno si se tudi lepše obleko, pa boljši avto kupil, pa kaj več imaš, kot si pa imel takrat, ko si začel. Mislim, jaz verjamem, da mi je kdo favš, ampak pri nas bi težko rekel, da, mislim, zdaj v njihove glave ne vidim, ne, da bi se nekako izpostavljalo, da so mi zakaj favš ali pa da se boljšem avto vozim. Ne, nimam nekih teh izkušenj, mogoče tudi zato, ker pač vedno dam več zaposlenim, kot jim pripada. Ne. Vse verjetno je kar znano, da Mikropolo ponuja zaposlenim ugodnosti, ki so na nek način redke. Ne, in vračamo ljudem pač to, koliko smo zaslužili. Ni mi nikoli bil primarni cilj postavljanje dobička pa bogatenje samega sebe, ampak cele družbe, cele firme. No, se to mi je bilo všeč, ker si napisal tudi, ne, se pravi, kar se tiče denarja, ne, kako pomembno je ohraniti trezno glavo in tudi mejo, ne, se pravi med tem, kaj dobim, pa da razumem, da mi to samo pomaga, da lahko si neke stvari pač privoščim, ne. Ja, meni gre tu pa za kompenzacijo, ker si ti odgovoren za 150 ljudi, ni samo 150 ljudi, ne, saj imajo zadaj družine. Ne. Če si ti, ko ne gre nekaj narobe, ko firmi ne gre, niso vedno, ne, ni vedno stanje debelih krav, ne. Ko gre kaj narobe, moš ti to požreti, moš ti prvi biti, ki si porežeš nekaj stran, ne, da drugim pokažeš. In pol je pač denar tista kompenzacija, da vse te strahove ali pa neke neprespane noči pač kompenziraš s tem, da si pa mogoče res privoščiš, da je to dobiš kakega luksuznega hotela ali pa, ne, ampak ni to moj stil življenja. Jaz sem bil, ne, z Matejo, mojo bivšo ženo, mi smo vedno kampirali in to v šotoru. Meni to so bile najlepše počitnice. Pa bi lahko šel v bilo, Pa bi lahko šel v katerikoli hotel, ne, ampak včasih si pa res kaj privoščil, no. Ker veliko stvari si zdaj tako načel, pa bi jaz mogoče malo vseeno v globino šel. Ena stvar je, bom te to vprašal, nagrajevanje zaposlenih pa spodbujanje pripadnosti. Mogoče kar se tega dotaknemo, ja, ker
ker navzven delujete res drugačni. Ne? Res. Tudi z oglasi. Ja, tudi z oglasi. Kako zdaj, mislim, ti vidiš to kulturo, se mi zdi, da gre dol od tebe, je tako? Mora, in vse drugače ne gre. Kje si še pa najdel onih 10, 15, 20 norcev, ko ste res zabavni, pa se nasmejiš, ko gledaš vaše. Veš, Kako to, ali se tam oni pol postanejo taki, ali si regrutiral jih za poslovanje? veš, kaj zdi se mi, da zdaj po tolkem času prihajajo k nam ljudje, ki so nekako v drugih podjetjih ali pa tam, kjer so bili do zdaj, začutili, da ne morejo dati sebe celega v posel ali pa v to. Ne? In pri nas pač nič ne delamo tako posebnega, ampak pač dovolimo ljudem, da so to, kar so. Ne? K nam lahko prideš v službo v trenerki, če želiš, nimamo nobenih omejitev, glede ničesa, kužka lahko pripelješ, otroka lahko, mislim, da dajemo neko svobodo in v izražanju in v vsem tem, in potem se ljudje enostavno boljše počutijo, nič jih ni strah povedati, če so pač taki so, ne, mi to sprejmemo, nobenega res ne, zaradi nekih osebnostnih lastnosti ne izključujemo, res probamo vsakega vključevati in potem dajo ljudje več. Če nimaš ti dobenih strahov, daš bistveno več od sebe. Odkud ta filozofija tvoja, mislim? Ne vem, Mislim, ono, Od pridi v njega. trenerki v službi, prepelje pesa. Otroka razumem, jaz imam rad, jutri ravno pride ena sodelavka, me zanima otroka, nisem videl, zdaj moram pogledati to. Tako da, mislim, ampak kje ti to ono pridi, lih kako hočeš oblečen? veš kaj je bilo, jaz sem, ko sem prevzel leta 2006, nisem imel nobenega tatuja. Ja. Hodil sem vedno v obleki, srajci, v kravati, ampak jaz to nisem. Jaz pač jaz si obleko zelo težko oblečem. Ne? In takrat sem sicer imel, ne vem, 20 oblek, ne? Da sem imel vsak dan drugo. Pa. Ampak potem sem enkrat začel, pa ne bom več, in potem sem dal kravato stran, ne? Potem sem se srajco odpel, potem sem nehal srajco nositi, sem majico začel nositi, potem sem se začel tetovirati, na koncu sem obleke stran, vedno hodim v službo v kavbojkah, v kratkih hlačih, natikačih. Mislim, zdi se mi, da ne sme biti obleka tista, ki te v poslu definira, kako si uspešen. Seveda se jaz zrihtam, ko grem na pomemben sestanek poslovnemu partnerju, ne prijem razcapan, ne? Ampak nekako pa tudi z leti, pa dobro, zdaj smo neče z Abrahama, ne? Te pa ljudje že tu toliko poznajo, pa je to zdaj na nek način tudi že moj, kako bi rekel, moja blagovna znamka, pa imič. Ne? Zdaj to je že brand, ljudje, ja. če me vidijo v obleki pa v kravati, Čudno. se me čudijo. Ja, Ne? Se včasih si še za furo oblečem, ne? Pa rekel, kaj te s tabo danes je? Ja. Kako so pa zaposleni to spremembo na začetku sprejeli? Veš, kaj, to je šlo počasi. Ja. Ne? In dobena sprememba, jaz vedno pravim, ker me kdo kdaj od podjetnikov ali pa direktorjev vpraša, kaj naj naredim, da bom vzdušje spremenil. Pa rečem, ne moreš to narediti tako. To se mora dogajati počasi, pa iz tebe mora izhajati. In to so vse stvari, ki so se pred nas dogajale, ne vem, zadnjih 15 let. Step by step, malo po malo. Pa niso bile takoj sprejete tudi, ne? Pa ni bilo Ja, vse takoj sprejeto. a Ene stvari, pa vedno je bil na začetku, vem, sploh s tem neomejenim plačanim dopustom, je bilo tudi pri zaposlenih. Ne? To nas hoče nekaj nategniti. Ne? Ja, Ta to misel- zadaj še nekaj. Tu zadaj nekaj Ja, 100%. neka agenda še to. Nekaj, Daj ja. mi povej več, z neomejenim plačanim dopustom. Ja. Ker imam jaz tudi eno zgodbo, pol zate, boš Mi, malo mi komentiral. pač zaposlenim ponujamo neomejen plačan dopust. Zdaj to se res tako sliši. Ne? Ja. Kot da boš zdaj samo na dopustu. Ja. Ampak jaz to besedno zvezo malo obrnem, pa rečem, mi te z dopustom ne omejujemo. To je pomembno. Ne? Ja. Kaj pomeni, če se tebi nekaj zgodi, če ti rabiš več dopusta, si ga pač vzemi. Ne? Veš, kaj je bilo ful zanimivo, kaj se je pri nas zgodilo. Zdaj imam to zgodbo malo tako začeti. Eno leto se je zgodilo, ne? Veš, da dopust v bistvu teoretično lahko preneseš, ne? Če ga ne izkoristiš. Ja, na drugo leto. Ja, ampak to marsikdo ne ve, to lahko v bistvu narediš samo, če ti delodajalec ni dovolil izkoristiti dopusta. Če ga ti po lastni krivdi nisi izkoristil, to je tvoja stvar. Tako. Ne, se ne Ja, ja. prenaša. Ne? Ja. Ampak dobro, mi smo vseeno dovolili. Ja, valjda. Pol naslednje leto je konec junija htelo biti pol firme na dopustu. Ne? Pa ne zato, ker rabijo, ker jim pač pripada, ker jim je ostalo. In potem sem rekel, ne bomo se več tega šli, konec, ne prenašamo dopusta. In pol je pa se zgodilo naslednje leto, da so pa decembra vsi še prešteli, koliko imajo dopusta, pa se rekel, mi vsi na dopustu, ker nam še to pripada. Pa sem rekel, jok, ne boste, ker to ne gre, ne morem zapreti firme, ne, sploh bomo decembra največ dela. No, in ko se je pojavil neomejen dopust, se je zgodilo pa največja zanimivost, da se je ful prešiftalo iz starejših zaposlenih na mlajše in mlajši porabijo bistveno več Dopusta. dopusta, starejši pa ful manj.
imaš starejše, ki bi jim pripadalo že, ne vem, 35 dni, pa ga porabijo 15 ali pa 20, imaš pa za mlajše, ne, z mladimi družinami, Ki pač mlade rabijo, družine, ki bi ga pa mu pripadal, ne vem, 22, 23, pa ga porabi 35, ne. In to razmerje se je nekako naravno, jaz temu pravim, ne, se je naravno postavilo. Povprečno porabimo, ne vem, zadnjič sem gledal 3 dni več na zaposlene, kot bi po zakonu pripadlo, kar ni neka številka, ne. Je pa recimo, pomeni pa zelo dosti, ne vem, imam sodelavca, ki je doma iz Združenih držav Amerike, pred nekaj leti mu je oče umiral, ne, je imel 50 dni dopusta. Seveda smo ga spustili, da greš umirajočemu očetu v Ameriko, pa to ne greš za en teden. In tisto leto porabil 50 dni dopusta, ne, ampak to je najbolj zvez zaposlen. Čakaj, ti si dejansko šel v to, da bi, če bi nekdo hotel imeti 20, 50, 70 ali pa 100 dni dopusta, ti bi rekel, ok. Ali si imel neko... A odzadaj še je? Načeloma so si naši, veš, jaz sem to tako naredil, da ideja je bila pač imejmo neomejen dopust, ampak zaposleni zberite se, pripravite pravilnik. Ne, in naši so sami, ko ena sodelavka, vem, da je takrat vprašala, kaj pa če me 3 mesece ni, je en drugi sodelavec rekel, da malo se zamisli. Ne, ker te bom jaz za uhe, ne? Če ti 3 mesece ni, potem očitno nimaš takega dela, da bi te rabili. Tako da to je, veš, to je eno. Na nek način notranji pritisk ena drugega, ne? Tako, pa tudi dopusti so tak, da v bistvu, če vidva delata skupaj, se morata vidva zmeniti. To pomeni, kdo bo koga pokriva. tako. In če bi Helena rada šla za 3 tedne na dopust, pa za 4, in ti odobriš, in s tem, ko si ti odobril, si tudi prevzel njeno delo. Ok, se pravi, jaz bom pol enkrat rekel, oška Helena, ti pa si bila že 5 mesecev na dopustu, ne? Jaz pa namesto tebe delam, jaz sem imel pa 15, zdaj pa to ne bo šlo več. Tako. Se pravi, ti si v bistvu vlogo šefa, direktora prenesel na sozaposlenega. Tako. Ne? Odločevalca dopusta. Tako. In tudi zmenili so se, ne? Jaz vidim, da zelo to dobro deluje, ker se recimo, če gre kdo na res dolg dopust, se tudi zmenijo. Ne? Vsak reče, lahko grem za mesec dni, pa rečeš ja, zmenimo se, ne vem, vsaki drugi dan, ob 8 zjutraj se slišimo, če je kaj nujnega. Ja, da se vprašanje. In je neka ta odgovornost do dela, pa do kupcev, do vsega je ostala. To imamo zdaj že 12 let. Ti bom delil najino izkušnjo, ne? Se pravi, ne vem, kjerega leta je to bilo. Enkrat, jaz na eno knjigo bral, mislim, da je bil en Mehičan, zelo špesen milijarder, pa sem dobil idejo, bila smo na Maldivih, ko sem bral, pa sem prišel domov, pa sem rekel, zdaj si pa lahko vsak od vas zaposlenih sam določi, kakšno plačo želi imeti. Višino prihodka. Višino plače, ok? S tem, da pač upoštevajte kriterije, koliko bi to za isto delovno mesto dobili plačani pri konkurenci, če bi šli tja, ne, koliko mislite, da si zaslužite, pa koliko mislite zdaj, da imate premalo, in potem vi meni napišete znesek, koliko želite plače. In se šok. Šok se pravi, pa tako kako si rekel, pa kaj me oni nateguje zdaj? Mislim, to je neka finta. Pa kaj ti resno misliš? Sem rekel, jaz mislim resno. Pa lahko mi kar zdaj poveš, kaj misliš, kako dolgo so ljudje rabili? Ful dolgo. Koliko? Ne vem. 14 dni. 14 dni. Pa jaz mislim, da ti poveš to... 1, 2, 3. Zdaj mi povej, daj mi toliko več, je tak? Ker ljudje imamo to v glavi, več si zaslužim. Jaz, ko se pogovarjam z ljudmi na seminare, zaslužim se več, ko imam. Jaz pa sem rekel, povej, koliko hočeš imeti plače. Jaz mislim, da boš mi ti povedal, zdaj, toliko hoče imeti. Ne. To pa ne znajo. Je rekel, počakaj, da premislim. Sem rekel, lahko premisliš. Čez 3 dni vidim, še razmišljam. Čez 4 dni vidim, še razmišljam. 14 dni so vsi prišli z nekimi predlogi, vsi so bili malo v krču, ne. Kaj ti misliš, za koliko so si oni povečali plačo? Za ful malo. Ja, bravo, kak veš? Ne vem, mislim, 100 evrov. Celo življenje se z ljudmi ukvarjam, pa Poslušaj, nekak. za 100 evrov. Ena punca si je za 300 evrov povečala. Ne, si mislim, ja, da če... In jaz sem res podpisal. Ja, sej. Jaz nisem mogel verjeti. No, jaz probam iti pa v sistem, kjer mi določimo procent od prihodkov ali pa od razlike v ceni, koliko gre lahko za plače, ne? In potem, če to maso povečajo, pač, in če je več dela, imajo pač bolj 2 možnosti, ne? Ali bojo novega zaposlili, pač gre masa iz tega, ali si pa oni, ki znajo se zorganizirati boljše, razdelijo ta del, pa se plače povečajo. To pa je nek moj cilj, da bi tudi prišel do samo regulacije. Toliko, vse sami veste, toliko procentov od razlike v ceni lahko gre za plače, zdaj pa, če boste ustvarili, mislim, jaz vam dam, ne, vse pa.
Ja. Kak pa, daj mi malo povej, ker to je dobro, mislim, ljudje bo to zanimalo, sploh tisti, ki so podjetniki. Kaj rečeš, ne vem, 27 milijonov imamo prometa, koliko zdaj ti rezerviraš odstotkov od tega letnega prometa za plače? Za plače ne, jaz gledam od razlike v ceni. Razlike v Zdaj ceni. nimam procenta, ampak ne vem, Okej. če bi rekel toliko procentov od razlike v ceni, gre To za pomeni, imam to preračunati. pomeni dobiček, ki ga naredite. Ja, iz marže, ne? Marže. Koliko Ja, imamo, marže, ja. ne? Če nekaj Ja. kupimo za 100, prodamo za 200, je torej 100 razlike v ceni, tak 20%, naprimer, lahko gre za plače. Ne? In zdaj, če ste povečali to maso, potem pač lahko imate večje plače. In to je, če je to transparentno in če to zaposleni lahko sami izračunajo in pred nas znajo sami pogledati, koliko so zaslužili, ne? Oziroma koliko so prispevali k podjetju, potem pač Ni problema s tem. ja. Ne, Se pravi, če bomo povečali promet firme, bomo lahko tudi povečali maso plače. Kaj pa oni, katerih plača ni odvisna neposredno od prometa firme? Pa... Vse ni dobenih. Vsem je v bistvu, Ja. vsem je Isto. mislim, Ja, za Ampak vse, imate, ne vem, on zasluži toliko, ta malo za več, vse je odvisno, vodja. ja, seveda. Pač neke No, ampak izhodišča on so. govori o tem, da naprimer, lahko bi nogovega zaposlili, Ja. ne? Ali pa zakaj boste več vi? delali, ne? Ali pa A boste se boljše organizirali. Ja, boljše reorganizacija. Vedno so rezerve. Ja. Vedno so veš, rezerve. seveda. In če so ljudje me ne laže reči, jaz imam full dela, daj mi nekaj več. Ne? Ali pa jaz mi imamo full dela, ne zmoremo več za novega človeka. Ne? Jaz pa rečem, ja, ampak prvo plač ne morem povečati. Ne? Kar je logično. Ja. Zdaj pa, ali boste vi iznašli, ker najbolj poznate svoje delo, vi boste zagotovo našli način, kako lahko Ja, v istem času optimizirate. naredite več. Vam bom dal drug primer. Vedno, ker smo pač moderni, pa mi imamo en svoj časopis, Mikrofon, ki v tiskani izdaji ga izdamo na vsako četrtletje. In noter je ena tema tudi, da lahko zaposleni pač se dva zaposlena predstavita in vedno eno vprašanje, kaj bi naredil, če bi bil direktor en dan, ne? Kaj bi spremenil. In zadnje, ne vem To je dobro koliko vprašanje. časa je bilo vedno odgovor skrajšan delavnik. Ne? In mene je to blazno motilo, zato ker pač jaz sprejem za mašino, če mašina naštanca nekaj komadov na uro, je pač, če ti eno uro manj delaš, je to toliko manj proizvoda. Ja. Ampak, ko smo mi potem vseeno šli na znižanje delavnika, Ja. so še naši zaposleni sami sedli, sploh recimo proizvodnja, razmislili in so sami povedali, da mi obljubijo, da če skrajšam delovnik, bodo uspeli narediti enako količino izdelkov na dan. Pa so. Pa so. Ja. The best. Kar pomeni, da vedno Ja, je rezerva. ja, Ne? In vedno mi imamo zdaj 37-urni delovnik tedensko, oziroma za športnike, ne? Vsak, ki se 2-krat na teden ukvarja aktivno s športom, pa lahko to dokaže, delamo 35 ur, ima 35-urni delovnik. Ne? Ker imamo tudi možnost iti na fitness med službenim časom. Isto imamo mi na teden. tudi. Ja, to imamo mi tudi. Mi Ja. imamo celo kickbox, v bistvu. Ne? Se pravi, v bistvu si ugotovil, da so prej premalo delali. Ne? Mislim, Ja, lej, ne za to, ne, se niso za oni krivi. mislim, ne. ja, Ampak ne. včasih rabiš Priznali na drugi so, da strani manj nekoga. delajo, ne. Ja, ne, bolj so Zdaj so optimalno. se bolj Ja. zoptimizirali. Ja. Ne? Ja, no, pa vse to je to, ne? Ja. Ker imamo rezerve, tako kako si Vedno rekel, ne. imamo rezerve. Ja, ja. Vse vsi imamo. Vsi imamo. Mimogrede, ne. Ja, vsi imamo Ja. rezerve. Kaj pa ti vidiš zdaj pri zaposlenih? A ni bolj pomemben, da več zaslužijo, ali da imajo več časa prostega, ali da jim je fajn, ker hodijo v službo, pa se dobro razumejo z ljudmi? Največ so zagotovo odnosi. Odnose. Ne, jaz mislim, da. Mislim, koliko opažam, ko damo mi razpise ven, zdaj tako samo veste, da je brezposelnost na najnižji ravni, ne, Ja, že težko zadnjih dobiš. nekaj let. Mi nimamo s tem problemom. Mi, ko damo razpis ven, se vsuje prošen. Se vsuje prošen in v glavnem so to ljudje, ki so drugje zaposleni. Bi radi menjali in bi radi prišli k nam. In potem, ko se pogovarjaš, zakaj odhajate iz prejšnjega ali pa z podjetja, Ja. kje ste, odnosi. Ne, v 95% so odnosi. Kaj pomenijo odnosi? Kako se ti v službi počutiš, kako se razumeš, ali si slišan, ali lahko kaj poveš, ali ne. Veš, k meni, ko pridejo na obisk, kak poslovni partner, kdorkoli, jaz namenoma ljudi pustim po 5-7 minut čakati pred mojo pisarno. Pa ne zato, ker bi, tako vedno prije malo nekdo prej, ampak malo ga res pustim zato, ker vsak potem doživi naše vzdušje. Ker že če sedi na hodniku,
mislim tam v naši avli, Ja. ne, mi pa vsak reče, veš kaj, pred vas pa se že v zraku čuti Ja, nekaj drugače. ta dobra volja, vsak gre mimo, vsak je nasmejan, nihče ne gleda v tla, vsak me pozdravi, vsak me vpraša, če mi lahko kako pomaga, ali že dobim, ali sem že zmenjen. Ne? In mi potem vsak reče, veš kaj, ti mi ne rabiš nič več razlagati o vaši kulturi, ker se jo čuti, ker se jo enostavno začuti, ko prideš k vam. Ne? In jaz tudi vem, ko grem kam, se vidva tudi hodita okrog, ne se sam vidiš. Ne? Priješ podjetje, ko so vsi v tla gledajo, ko te kome pozdravijo. Ne? Ja. Mi pa imamo zelo sproščen odnos, vsi se tikamo, odprto. vsi se po imenih kličemo, nimamo nobenih titul. Kaj ti je najtežja stvar kot podjetniku ali pa direktorju firme? Ne bomo šli v politiko. Ne. Najtežje mi je to, kar se zdaj dogaja. Ne. To mi je najtežje, ker je tako nepredvidljivo postalo, da Aha, poslovno okolje. poslovno okolje, da Zaradi odločitev. ja, se pa vidiš, ne, še novembra nismo vedeli, ne, mislim, če imaš 150 zaposlenih, pa božičnica vseka, to je bilo treba 100 jurjev, ne tak, ne, Ja. od Iz viška danes na denarnega jutri, toka. Ne. Ja. Iz danes na jutri. Ja, Ja. ne. In zdaj bo Progresivno. minimalka se dvignila, ne. Dobro, nimam res nikogar na minimalni plači, ne. Ampak Nekateri imajo. vse veš, da bojo zdaj šlo posledično, ne, Še druge. se je takoj začel pritisk, ne, že sem včeraj že poslušal, ne, skladiščniki so nad minimalko bili skozi, ampak zdaj se je to razmerje zmanjšalo, že so pritiski, ne, da je treba plače dvigniti. Ja, zdaj pa oni, če bo skladiščnik dobil več, Piramid, mislim, Ja, ne pa domino samo efekt, gre gor, ne. do vrha. Ne. Potem Američani, ki se rejejo, ne, se vidiš, da so nepredvidljivi glede vsega, mislim, ne vem kaj, malo sem, to mi je trenutno uganka, kako se je Neke postavilo. stvari, na to katere nimaš vpliva. Ne? vpliva na tvoj posel, kako lahko to Seveda. vpliva. Ja, vpliva. mi smo, Zdravje je še vedno mislim, in, ne. biznis bo, saj to ni, ampak nepredvidljivo je, Azijci prihajajo, ne, ameriške stvari se dražijo, evropske stvari se dražijo, Azijci so nas bojo pojedli, ne, glede vsega, mislim, ne vem, zato pa pravim, zato sem, hvala Bogu, se je 10 let nazaj odločil za proizvodnjo, to nam pa vztrajno raste. In, Kaj pa, dobro, to so zdaj eksterne, bom rekel, te nevšečnosti. Kaj pa interno kot direktor lastnikov podjetja, kaj ti je najtežje pri tvojem delu? pa kaj vem, če mi je. Kaj meni je najtežje bilo koga odpustiti, to mi je. Šolo dokončati. Kaj nisi naredil še faksa? Mislim, smo naredili. Pa vi dva sta foliranta. Ne, samo Jaz sem ovi edini tu veče. neki diplomiran pravnik. Ne. Ja, glej. Če Pa to mu kaj je si najtežje. Samo mogoče pa, če jaz ne bi Samo brez mojih na možganov faks bi hodu, bi tekel, imel veš, 150 ja. zaposlenih, pa 27 milijonov prometa. Veš kaj, jaz imam ADHD, je kar močen, se mogoče bo zavija, da sem skozi nemirjen. In jaz se ne morem, jaz se lahko učim, če me nekaj zanima. Ne? In jaz sem izpite naredil s prve. Vsak izpit sem naredil s prve, vse Helena se še verjetno spomni. Jaz sem bil Saj smo vse naredila. jaz sem bil 2 leti Da smo vse naredila, najboljši razen študent zadnjega na šoli konca. proglašen. Ne? Ja. Ampak ko je bilo treba pisati diplomo, Ja, adijo. se pa je meni zdelo, zakaj naj zdaj jaz Še pišem. to pišem. Iz nekih knjig, neke teorije skupaj vlečem, kaj bom zdaj Če s pa tem sem že dosegel. tako To bi videla za pokazal, da firmo lahko, razumeš, naredila neki plan, kaj jaz vem, pa Če eno pa ga tako čago delam. marko. Daj mi povej Eno dobro čago. o ADHD-ju. Ne? Ja, Kdaj se ti je to začelo? Kdaj se to mislim, skozi? skozi. Mislim, kot otrok že? ja, jaz sem imel to skozi. A sam kako so te pa tam pol nalepko, kako se ti Ne, dali šolo? jaz nisem tega vedel do lani. Daj zabavaj. Res, jaz sem pač s tem živim, vse to normalno živiš. Jaz sem se pač začel spraševati, ker mi ogromno ljudi v moji prisotnosti me vpraša, če sem nervozen, ko sem z njimi. Ne? Zato, ker sem Recimo, ja, ker skozi nekaj migam, ne, pa Dobro. skozi se predstavljam. Okej. In sem se začel potem biti, prav da sem se koncentriral, da probam biti na miru. a kot otrok tega nisem imel, a si imel? Sem, vse so me v prvem razredu, pa v drugem sem moral v kabinetu sedeti, ker sem bil preveč. Ne? Pa vem, da se Nemirn. nikoli nisem mogel učiti nekaj, kar mi ni bilo logično, v čem nisem videl smisla. Pa potem mi je tudi psihoterapeut pojasnil, da je logično, da sem hodil na 5 faksov, pa doben ga zaključil, ker pač Valjda da ne. ne gre. Je rekel, da ADHD-ovci redko kdo ima diplomo. Ker ne Ne, prideš ker do tega, ker finiširamo ne gre. Ne. ker nisi tam, da bi zdaj nekaj sedel za knjigami, ne morem. Po izgorelosti, ki sem jo imel 2023-2024, sem se pa zalotil, da ne zmorem več gledati v računalnik, pa na miru sedeti, pa nečesa delati. Ne, ker po to, kar sem
preden smo začeli snemati, povedal, da sem bil na antidepresivih. Ko sem šel z antidepresivov dol, pa sem v bistvu bil spet stari Marko, izpred 15, 10, 20 let, sem ugotovil, da ne zmorem več nobenega operativnega dela delati, da se ne morem sest pa iti brati 3 strani. Da ne morem, enostavno ne morem, na bruhanje mi gre, preberem 2 odstavka, pa ne morem, moram vstati pa en krog narediti. Če bom jaz tu išel malo na pogovor, ne? Ker jaz tu več ne morem dolgih dokumentov No, brati. jaz ne morem brati niti nič, veš, da bi moral nekaj skoncentrirano delati. jaz ne več. In me je začelo Dobro, skrbeti. In sem šel nazaj k temu mojemu psihologu, ki je tudi klinični psiholog, in sem rekel, da jaz sumim, da imam ADHD, oziroma tako je, še srečal sem enega znanca, ki mi je razlagal o svojem ADHD-u in sem rekel, da povem mi, kako se to čuti, in je bilo tako, da bi mene opisoval. Recimo, kaj je rekel? Ja, da je skozi nemiren, da mu misli skozi grejo, da mu zvoni v glavi, da ne more misli izklopiti, da zvečer to skozi nekaj melje, ne? Da je nemiren, da skozi se mora Ne, premikati. to nisem sigurno. Ne? In to je bilo vse, to so bili vsi moji simptomi. Ne? In potem sem naredil teste. Ne? 1 uro pa pol smo šla skozi ne vem koliko kognitivnih testov. In potem je prišel izvid, da imam na celi črti. Ne? In motnjo pozornosti, Motnja pozornosti. in hiperaktivnost. Hiperaktivnost. Kako pa to se zdravi? Se ne zdravi. Pač tako je. Jaz imam sicer za ene tablete, ki jih včasih ampak Ne vzameš. enkrat na 14 dni vzamem. Ne, sej mi je dal take, ko jih lahko vzamem po potrebi. Kaj ta tableta delate, umirja? Veš, kaj je to? Sintetični kokain. Zdaj pa. Res, to je v bistvu sintetični kokain. Vzameš tabletko in si v bistvu miren. Jaz, če bi zdaj bil na tej tableti, bi lahko... Zdaj za nisi, vse, ne? Ne, se mi vidiš, da ne. Ne. Bi lahko sedel čisto tako normalno. Če ampak, a se ti je po tisti izgorelost, rečemo, Čakaj, malo, to pojačalo? Mene zanima, kako si ti sploh prišel do izgorelosti? Kako si ugotovil to? Da mi opiši simptome, to je kaj biznis je toliko. To je, Izčrpal, kaj? to je kombinacija enih stvari, pritiskov. V glavnem pravijo, da je to prije od odnosov. Jaz sicer imam vsemi načeloma dobre odnose. Pri meni se je to zgodilo iz mojega vidika, bolj zaradi tega, ker sem imel eno večjo, zelo veliko tožbo nad glavo. Že 3 leta imam samo moja sredstva zamrznjena, finančna, zaradi sodišča. To je privat. Ja, moje privat in poslovno, vse. Ko ne moreš, ko nimaš vpliva, veš, ko si prepuščen v roke nekoga drugega, ne? To te razumem. In ko se ti pritiski dogajajo, pol pa 2023 je še v COVID-u smo mi eksplodirali. Mislim, da nas je bilo pred COVID-om 115, v času COVID-a nas je bilo 180 skoraj. Ne? In pol po COVID-u se je COVID naenkrat ustavil, smo šli samo dol, naenkrat smo imeli 1 800 000 zgube, nič več nismo mogli plačevati. Jaz sem bil brez osebno blokiran, na filmu so se mi vsedli kot lastniški delež in se mi je pač enostavno, sem ugotovil, da nisem več jaz. Občutek je, zalotil sem se, da ne reagiram več, da nisem se prepoznal v svojem obnašanju, pa v svojem razmišljanju. Kaj si razmišljal o samomoru? Ja in ne. V bistvu sem pomislil na njega, ampak ne v smislu, da bi ga to naredil. Ne? To ne, tako daleč mi ni bilo. Je pa večkrat prišlo do samopoškodovanja. Naprimer? Da sem se v steno metal, pa z glavo. Z glavo, ruko? Ja, pa z enim kolom sem se enkrat pogledal, da sem si glavo razbil, šel v spodnjih gatah. Ki pa to si šel ven? Doma, ja, po spodnjih hlačah, pa bos po cesti, v snegu. Mislim, tako je, kot da Zgubo ti kontrolo, totalno. kontrolo zgubiš nad sabo. V bistvu jaz to najbolj plastično rečem, kot da ti smiljen tvoje možgane nekdo ven vzame, pa ti da not od nekoga drugega. Še zmerom si ti, ampak doben več te ne spozna. Kot da si... Se pravi, Ampak a dobesedno ti si se, rečemo, ti si vedel, da si to ti, ne? Da nekaj ni okej. Jaz sem vedel, da nekaj ni okej, sploh zato, ker so to bili... jezen. Ne, pa nisem bil vedno jezen. Veš, kaj je prišlo? Do nekega občutka nemoči je pri meni prišlo. Ja, se mislim, kaj, a še zdaj imaš vse blokirano. Ja. Mislim, zdaj... Kako pa to zdaj obvladuješ psihološko? Zdaj sem, mislim, prišel sem čez to, pa zdaj gre, v bistvu lahko povem, da konec decembra sem bil oproščen. Aha, ok, super, ja. Sem bil oproščen in je tudi sklep, da mi bo vrnili, samo je zdaj še to mesec dni od tega, pa se še ni. Sam zdravje te pa ne more vrniti. Zdravje ti pa ne morejo vrniti, ne vse to pa jih še imam. Razumem. Pa obstaja to sploh možnost pri nas, da se odškodnina dobi za to? Seveda je. Ja. Ja.
Se pravi, dobesedno je prišlo tako, da ok, pomislil, tole nima smisla v life več, vse so mi nesli. Koliko je pol, bi lahko rekel, nevarnost, da podjetnik kot oseba poveže lastno vrednost z vrednostjo finančno pa svojega podjetja in uspeha in da če mu tu zgrmi nekaj, da reče, moje življenje nič ne pomeni, adijo sem. To je tako ali tako en od največjih problemov v glavi, ker se nekako enačiš s podjetjem, ker si misliš, da vse noter. In če si Denar, čas, podjetnik, vse, jaz vedno energijo, pravim, resurse. menedžerji niso podjetniki. Biti menedžer pa biti podjetnik je bistvena razlika. Biti podjetnik je, ti daš vse noter, ti z vsem svojim premoženjem tudi jamčiš, če veš, da imaš nekaj, boš naredil vse. In če si, mogoče je mene malo psihično tudi zdrmalo, potem v tej fazi, slikan si kot nek uspešen podjetnik, marsikdo se po tebi zgleduje, zdaj boš pa naenkrat propadel, ali ne vem, ampak jaz sem si rekel, da to me sploh ne gane. Jaz sem rekel, to ni dejanska moja slika. Mi v Sloveniji pač na vsakega s prstom kažemo, če bi v Ameriki propadel, bi pač rekli, Ena izkušnja več, zdaj bo pa stronger. ja, gremo naprej. In tako da mi jaz to vse izkušnjo jemljem kot pozitivno. Je pa res, da se pač enačiš s firmo in ne gre drugače. To je pač... Se pravi, v bistvu izgorelost, kaj pa pol depresija? To je vse skupaj. Panični napadi, anksioznost, tesnoba, depresija. Meni je bilo še to, ko sem šel, jaz sem to že 2022 začel se sumiti, oziroma šel sem na splet, pa sem nek test izpolnil, neka vprašanja, pa mi je vrglo, vi ste med 2. in 3. stopnjo izgorelosti. Kako je zdaj, jaz, buldožer, nikoli, grem čez vse. In sem rekel, nič, grem jaz domov, bom jaz malo doma, da se to... Kot da se zaceliš, Ja, da da se pozdraviš, ne? No in kak je test, kaj je bil tam test, kak si to ugotovil? Neko vprašanje so bila, veš, ali vas pogosto, ne vem, razmišljate o tem, ali se pogosto zbudite, slabo spite, ali zvečer ne morete zaspati, taka, čisto neka, pač neki simptomi. In potem sem mislil, da bom to jaz en mesec doma, pa bo to pa se nič ne spremenilo. Potem so mi predlagali, da grem k psihoterapeutu, pa sem šel, pa tam sva začela se pogovarjati in v vsakem pogovoru mi je bilo lažje. In sem rekel, okej. Predlagal mi je tudi antidepresive, ampak so me vsi strašili. Sem rekel, ni šans, pa se mi je to 2023 maščevalo, 2023 sem pa potem pristal na dvojnih antidepresivih. Antidepresivi, ker so mi pač pojasnili, pri izgorelosti gre za duševno bolezen, ki nastane zato, ker se hormonsko ravnovesje v možganih poruši. In tebi se napačni hormoni sproščajo v napačnem času, ko bi se ti morali možgani umiriti, najbolj delajo, ko bi morali delati, ne morejo delati. In ti v bistvu z antidepresivi to spraviš nazaj v ravnovesje. Zato jih moraš tudi zelo dolgo jemati, ker depresija se ne zgodi tako zlom roke ali pa... Pa zaceli za... Ja, ali pa da se to zelo roko si lomiš, ko padeš. V izgorelost pa ti odhajaš leta. Leta, pa niti ne veš. Pa niti ne veš. Jaz ti danes povem, da se počutim kot 15 let nazaj. Ali pa 10. Kaj? Tako se počutim, tako sem se počutil pred 10-15 leti. Jaz sem zdaj spet stari jaz. Normalna. Tako je, kot si me ti spoznala na Se pravi normalen. Normalen sem spet. Jaz šele v fazi okrevanja sem začel ugotavljati, da zadnjih 5-6 let nisem sploh bil to jaz. Pa recimo, da mi opiši tega nazaj, pa tega normalnega. Tisti nazaj je bil pogum, ničesar se ni bal, bil je nahajpan, to bomo še naredili, to gremo, grizemo, milijon idej. Tisti ta zadnji je bil pa že malo bolj apatičen, saj nam gre vrejo, boste že sami porihtali, jaz bomo že. Veš, pa nekaj vidiš, da nekaj ne gre vrejo, pa rečeš, ne da se mi, zdaj za tu, v bistvu bi mogel skozi, se samo veš, da skozi moraš biti nadrajvan. Zdaj si pa kontra rekel, da se še bolj ženeš. Ne, ta energija meni je ta... Začne se ti je. Ja, nekako nimaš energije več, nekako jo za neke stvari še imaš. Pa niso pomembne, stvari več. Pomembno se spremeni. Se vdaš. Vdaš se nekako, ne zmoreš več. In najbolj je bilo pri meni to, da sem imel nekako občutek, da nimam več moči. Moje glavne besede takrat so bile, ne morem več. In vsak pritisk je bil še dodaten, čuj, tu smo nekaj narobe naredili, tu imamo neko reklamacijo, tu bomo zdaj morali plačati penale. Meni je šlo vse, ne morem več, ne morem več samo problemi poslušati, samo problemi. Ja, tako se zdaj malo počutim, En problem, pa drugi problem, pa ena država, pa druga država, pa tretja država. Ja, pa sej sem ti rekel. Tako da
Tako da si moram tako lepo včasih malo zadihati. Pa. Ja, jaz sem si pač. Ja, mi povej, kakšne rešitve je tu. Ne, mislim, ti poznaš veliko podjetnikov, ki so izgoreli. Mislim, dejansko, Odkar sem jaz začel o tem govoriti, spregovorijo ljudje. Ne? Ljudje spregovorijo, najbolj žalostno je, da je ogromno moških, ki sploh ne upajo nobenemu povedati. Ja, seveda, ne. Ja, tukaj ste moški. Ja, Ne poveš, Ne ne jokaš, jokaš. Ne? Zdaj, a veš, točno to. mi dva, zdaj, ko se vidimo, sem frajera delala, kjer je večji as. Ne? Tako. Jaz sem to opazil. Mislim, jaz veš, da sem imel leta 2017, so me malo polili z gnojnico na televiziji. Ne? Malo? Fej so me namočili. Ne? In sem šel skozi, mislim, kalvarijo, bom rekel, tudi osebno. Ne? Tako da ni bilo enostavno. Ne? Ampak jaz, edina stvar, ki sem jaz v tistem trenutku lahko najdel, je, da sem dobesedno šel v Ameriko, kjer nobenega nisem poznal, v eno moško skupnost, kjer so bili sami podjetniki noter in na koncu smo imeli vsi isti šit pa drek. Točno tako. In takrat sem se jaz lahko odprl, tako kot ste rekel, ne, pa postal ranljiv, pa povedal, kaj me matra, pa se je tudi zjokal, ne. Ker pač vse veš doma, kaj bom jaz zdaj nje jokal, ali pa okrog sodelavca jamro, da mi je hudo. Ko te kdo vpraša, kak si, kaj rečeš, Redu, pa ne. super, Ja, točno to. Še na goramo, boljše gre, drmamo, ne. to bomo, ne. Ja, ne. Vsi imamo iste, mislim, vsem se nam zgodi. Najbolj žalostno je, da res o tem ne govorimo, ker če bi govorili, Še bi videli, da posebej smo moški. Ja, To dajte ženske ven malo. ste, Ženske to rečemo hitro. Veliki traje. Tukaj je pa samo morome podjetniki. Vse Pa mene, prav Med moškimi pa Med mož- podjetniki. Mene je ravno 24 konc leta, ko je en znan podjetnik naredil samomor, je meni takrat, jaz sem se takrat razjokal. In ravno iz bolečine, ker ga poznam, sem ga jaz tudi. poznal. Je moj dober prijatelj bil. In ni bilo treba tega. Ni bilo tega treba, samo odpreti se bi bilo treba pa nekomu povedati. In zato sem jaz pol naredil eno gibanje Mental. Smo lani naredili prvo konferenco ravno na temo duševnih stisk v poslovnem svetu med moškimi. To je bila tema To je cele dobro, mi konference. je všeč to, kaj delaš. Ampak hecno je bilo, da je prišlo, veš koliko moških je prišlo, ful malo. Ženske prišle. Normalno. Ampak je pa prišlo ogromno žensk, ki so mi rekle, jaz nisem tu zaradi sebe, mož me je poslal. Čudo. Samo on, A sem ti- on se ne upa priti a sem ti pokazati, povedal? bom jaz doma mu Ja. povedal. V Sloveniji pa ne moreš narediti, se mi zdi, moškega gibanja, da bodo moški prišli v neko skupnost. Ker v Ameriki A to lahko je največje narediš. gibanje. Samo, V veš, Ameriki je to najprej se največje treba gibanje začeti zdaj. pogovarjati. Ti imaš teh brotherhoodov, kjer se moški združuje, neverjetno, ker rabijo oporo. Ja, Ne? moški v Sloveniji vsak delovnik naredi en moški samomor. Ja, Ne? sanela me Pa vsak vikend ena ženska. Ne? To je razmerje. Vsak delovnik umre en moški zaradi samomora, pa vsak vikend ena ženska. To je razmerje v Sloveniji. V čem je pa finta, da ženske med vikendom? Ne, jaz govorim statistično, Statistično samo gledano. Ja. statistično, koliko je Ja. tega, da je v bistvu Mislim, absolutno 50 preveč. žensk na leto, pa, Ne, moških je. pa 240 Mislim- moških. Ne? Ja, To mislim, da je razmerje. 80% moških. Ja, se Tako da pravim, to nekaj je- je velik problem je to. Zakaj misliš, kaj je prišlo, kaj se je zgodilo z moškimi v zadnjih 40 letih? Se ni bilo... Pritisk je vedno večji. Ne? Je. Jaz mislim, Zakaj? da je pritisk. Je pritisk od družbe, pritisk družabnih omrežij. To sigurno. Slikamo se vsi. Ja, Vse to vse si rekel. idealno, Če se bomo mi vse dva lepo. srečala nekje, Ja. Ja. ko je jače, Vidva- oba smo, ja, ne, oba dva Jacka, se bosta zdaj bildala, ne? In navzven se vsi kažemo, jaz ne poznam, jaz sem rekel vedno, zdaj so še začeli ti fejli tudi objavljati, ampak ki si ti slišal od kogarkoli v vsem svojem življenju, da je nekdo v Sloveniji stopil na oder pa povedal, kak je nekaj zajebal. Ja. Jaz ker znam povedati, ker nekaj zajebam. Ampak bom si ker- slišal, kdaj Dosiranje, pisal Celo si v knjigi pravzaprav sem napisal, o svojih ja. felerjih, ne? Ampak si slišal na konferenci, poslovni konferenci, da bi ne. vedno Ja. imamo Se vzore, hvalimo. ne? Ja. Vedno se hvalimo. Pa je najbolj normalno, da si, ne? Zdaj, Z tega si se največ Ko bom naučil. imel, tako ko bom imel za Robin Šarmo seminar, na koncu leta, tam bom še v kakem zajebo govoril. Ne? Če pa to je, ne? Pa to je bistvo. Pa če Mislim, sem- da razumeš, Če ne? pa pacev je Bistveno več je kot tiste, kar se vidi tisto, zmat, ne? tistih, ne, Ja. polem pod noge, preskakovanje ovir, iti čez neke težave, tistega je bistveno več vsak dan je, ne? Ja, to je... Če zdaj, ko ravno se pogovarjamo polena pod noge, ne? Ko si ti pač na znano, ono novico, ne? To po mojem, novico? vse veš, kjer, ne? Ko smo, Ja. z Matejo šla na razen, Ko sta šla z Matejo na razen in to mene zanima, kaj se je takrat dogajalo, ker po mojem, ne,
Je bilo pa takrat res polen. Pa neke stvari, a veš, biti iskren, pa povedati nekaj, ne? Pa biti moški pa iskren, ne? Se mi zdi v sodobnem času, še toliko časa nazaj, pravzaprav je res. Ne? Mene bolj zanima, veš kaj? Kako si ti njej povedal? Tako kot se zdaj pogovarjamo. Kaj si rekel? Jaz imam enega fanta, ali kaj? Jaz sem, Ne, se to je bilo od začetka. jaz sem, Pa jaz njega sprašujem, ne tebe. Pa jaz sem knjigo prebrala, pa poznam ti ga. jaz sem od začetka, jaz si imam, zdaj ti knjigo jaz prebral. imam poseben pogled na, ali pa svoj neki pogled na spolnost in mene seksualno privlači pač oseba. Ja. In je to lahko transseksualec, lahko je to FPM, Ženska, lahko Jaz je. sem ta tip, ko bi te privlačil. Ne, nisi Ne me moj tip. jebati. Ja, če si direkt prešel, si to Vprašal. To Pazi. se ne boji. Ja. Marko, kaj jaz sem ti? Pa slušaj, a si zdaj, samo nekaj povej, a si zdaj to rekel, ker je ona tu. Ne. Ker enkrat smo bili na enem balkonu. A veš, mi lahko pol poveš, ne, me zdaj čist dol. Da nas bo, če si te čuda, si Ko moj bomo tip. šla ven, boš rekel, se ni res, samo nisem hotel zdaj reči. Pa da Ampak- sprejme. Je tako iskreno Pa dobro, če povedal. nisem tvoj tip. Veš, ne? Pa če nisem tvoj tip, zakaj nisem tvoj tip? Kaj? Ja, ker Zakaj pač nisi ni jaz tvoj zdaj. tip? Zakaj zdaj neka ženska ni tvoj tip? Ja. Pa ja, pač ni. No, ne. vidiš. No, ampak hočete povedati, ne, ker imamo mi kolege, ki so isto spolno Pedri, smerjeni. ja. Ne. Ja, reč pedel. Jaz sem pedel, kaj naj rečem? Ok, pazi. In a veš, to kolegi njeni, ne, pa tudi moji so pol, ne, tako pa mi, ne. In a veš, jaz se pa normalno, jaz se obnašam zdaj, jaz ne razmišljam, ne. On je kolega moj, mislim, od nje bolj bil, kot pa moj, pa seveda tudi moj, na naši terasi stoji, sedi na morju, jemo, jaz pa v spodnjih gatah hodim, ne, pač na svoji terasi, ne. On tak pije, pa pravi, Sinja, obleči se, ker veš, da sem gej, ne? Ker ne, moram to gledati, ne? Ne. Ona pravi, pa daj nehaj, no, pa ne moreš tak. Se upravičujem, ne, ampak to ti hočem reči, ne? Čudno, ne, veš, človek se, ne vem, jaz ne razumem zdaj, ko ti priješ domov, kak si, a to je žena vedela? Ja, gledaj, to se nam hotel povedati. Jaz pač od svojega najstništva sem imel spolne odnose z moškimi in ženskami. Meni to pač bilo oboje vedno kul. In ko sva z Matejo začela, pa potem, ko sem videl po enem mesecu, da je pa to malo globje in da bo to verjetno postalo zelo resno, sem jim pač povedal, da ne bo kdaj, naj pa se veš pa, ker so bile znane, pa to bi slejko prej nekdo z hudobije že povedal, ti veš, da je tvoj, ne, ga Ja, namučil ja, tudi, ja. ne. In sem pač Mateji povedal, Mateja je rekla, ja, kaj zdaj, mislim, meni je to pač to čisto kul, tada ona je to vedela, ne. Potem je pač se zgodilo, da se pač zaljubil v nekoga drugega, ne. In se mi ni, mislim, No, ampak to me zanima, In veš, si bil ker to tako so- zaljubljen, da si lahko rekel ženi, ne v bistvu bom jo imam rad, Matejo imam še danes Seveda, rad, zelo rad, sva zelo dobra prijatelja. ne verjamem. In se mi je zdelo edino pošteno do nje, da se mi dva zmenimo, pa rečem, rad te imam in zato, ker te imam rad, ti danes to povem, da ti dam možnost, Da si najdeš da si drugo ženo. najdeš, oziroma da ne živiš naslednjih 5 let v laži. Ne, da bom jaz s tabo skupaj še samo zato, ker pač imava otroke, ampak da se mi zdi edino pošteno, To je da sem pošteno, iskren. to je fair, ne, to je fair. In da imam jajca, da če sem že pač to naredil, da ti tudi povem. Ne. No, ampak to se mi zdi res, da te iskrenosti tako malo. Pazi, to ne pomeni samo zase, je ali ne. Tudi to, veš, ljudje živijo skupaj, ne vem, zakone imajo dolge, ne, pa niso srečni. Ne. Ali pa na drugi strani tudi ta neiskrenost, mogoče ljudje so v službah veliko let, ne, delajo nekaj, kar pravzaprav nimajo radi, ne, in se jim pa že pol meša, ne, ampak vseeno tisto delajo. Ne. Ampak biti pa tak avtentičen, da to res znaš ven povedati, Marko. pa veš, da pridejo slabe stvari, pa Poguma polena. nimajo Ne. ljudje, To, ljudje nimajo poguma. Mislim, jajca To. imaš, ne, če kaj druga, mislim, jajca imaš, nikaj ne. Poguma nimajo Pogum, ljudje. ja. Pa, iti skozi to pa veš težko. kaj, tudi jaz to mogoče tako gledam, ne, ker se zelo dosti ukvarjam z ljudmi. Mi smo bili vsi, ne, naučeni, da že od malega, ne, da bomo doštudirali ali pa da bomo končali šolo, da se bomo zaposlili, da bomo našli Ja, pač partnerja, plan. da bomo imeli, plan smo bili, Ja. ne, da bomo imeli družino in da Ja. bomo si ustvarili dom. To je bil naš plan in v ta plan vsi verjamemo. Ja, Jaz pol ne 40 poznam let otroka, delali, pa šli v penzijo. ki ne verjame v ta plan. Ne? Vprašaj najstnika, vsak v ta plan verjame. Ampak ta plan ti dosežeš, ne vem, recimo pri 30-ih. Ne? Potem se pa, kaj boš pa zdaj delal od 30. do 90.
Ja. Brez plana smo. Ja, to je res. Ja. Mi podjetniki 40 imamo plan, 40 let boš večina delal ljudi v nima službi. plana. ampak mi imamo plan, ko pa vprašaš nekoga, pa nima plana. Ja, Ker je imel, dopust ima plan. ja, to je edino, kaj še zna planirati. Ne? Ko ljudi vprašaš, kaj boš delal čez, ljudje nimajo več življenjskih načrtov. Ja, to je res. Ja. Ne? Mogoče še ima kdo, da bi stanovanje zamenjal za hišo. Ja. Ampak to je to, ne? Malo sem samo vrnil. A je obstala možnost, da bi pa ti Matejo zamenjal za drugo žensko? Ali bi bilo ono, Veš kaj, bi se lahko zaljubil bolj v drugo žensko? težko, dvomim zato, ker smo se z Matejo res, vse je klapalo. Mi dva sva bila, mislim, do konca, mogoče zadnje 2-3 mesece je malo začelo nekaj škripati, zato se je mogoče tudi to zgodilo, kar se je. Ampak generalno sem bil zelo srečen. Mislim, tudi in v zvezi s spolnostjo, in v zvezi z odnosom. Ne, je bilo vse to, mislim, res. Tako da za njo ni bilo zdaj to presenečenje. Ne, mislim, presenečen je bilo pač, da se je to zgodilo. Tako ni pa bilo, zdaj ni pa bil, ne, Mateja je po ulici hodila, pa je kdo srečal, pa je rekel, prokleti prasec, kaj ti je naredil, ne z moškim te je, ne, pa Mateja vsem rekla, zakaj je prasec, se pa je to meni bilo znano od začetka, da se bo to pač tudi lahko zgodi. Okay. Je zelo zrela. Ja. Škaj jaz vedno probam, odrasli smo, ne, se pa nekaj Kako se je pa to, Koliko ljudi kako se je pa to v firmi kaj pol odmevalo? Pa na začetku fejst, ampak jaz sem ravno zato tudi javno povedal, ne, ker Ja. nisem hotel, da se nekaj šušlja. Ja. Ne, ker to kaj, bi, ljudi si sklical na firmi? ne, na Facebooku sem Na objavil, Facebooku. pa tako se veš, ko en vidi. Ja, se- pol Svoj sem. vsi, pa- Jaz sem pol moraš v službo priti, ne? Pa to mi ni, veš kaj, če si ti direktor, je to, ne, mene ni bilo strah, da me bo kdo odpustil, mene ni bilo strah, da bo, ne, meni Ja, pač, ne, A so kateri dali odpoved? ne, to ne, mogoče, pa ne vem, če so Če se zaradi zaradi tega, tega, ja. ne. Zgodilo se pa je, da je kak poslovni partner poslal, ali pa kakšna konkurenca je poslal komu od naših poslovnih partnerjev, da se je meni zmešalo. Vem, da sem imel z enim Nizozemcem en resen telefonski pogovor na to temo, ne, kaj se jaz grem, ampak smo hitro razčistili in je pol gospod mi povedal, da na Nizozemskem se je to tako normalno. Zvedno. Ne, da je to tako normalno, normalno da je to pri njih tam čisto kul in da samo let's go with the flow in naj se ne sekiram. Ne. Ni, mislim, to je, jaz mislim, da je to taka kozlarija, da se sploh o tem pogovarjamo, ne, ker moja intima, Ja, kaj mislim, točno to je. kaj se vidva kdaj s kome koli poslovnim partnerjem v vajni intimi pogovarjata, ne, zakaj je pol moja pomembna. Ja, res No, je. ne, Ja. veš kaj To mislim. je, točno to je. Jaz vedno rečem, kdo s kom spi. Je se pa nekaj drugega zgodilo. Ne? Mi imamo edini v Mariboru, koliko vemo, od zasebnih podjetij, še zmeraj edini certifikat LGBT prijazni. Ja, res. In smo ga naredili ne zdaj zaradi mene, ampak bolj zaradi tega, da drugim povemo, da tudi če si tak, si pri nas dobrodošel. In lahko vam iz izkušenj povem, da smo imeli par ljudi, ki so prišli k nam na razgovor in so povedali, da so pa čisto spolno usmerjeni in da so v prejšnji službi ali pa tam, kjer so zdaj šikanirani, da se noča delajo z njih, ne, in da se pač ne počutijo ok. Čeprav ni mogoče včasih kakšne glasne obtožbe ali pa so kakšne tihe, pa so izključeni, niso vključeni zraven na nekih stvareh. In sem jaz rekel, meni je pa to ravno to, da bodi pri nas kdo si. Ne? Ker zakaj se mi zdi to pomembno? Če ti narediš piknik za zaposlene, pa rečeš, povabite družinske člane. Ja. Kaj bo naredil en gej? Fanta bo pripeljal, ne? Ja, A pa punca. če si ne bo upal, Ja, ne bo prišel. ne bo prišel ali bo pa prišel sam in se bo nekaj zmislil. Ne bo povedal, ali pa ko prideš ti v ponedeljek v službo, kaj ste delali čez vikend. Ne? Če je to tabu tema, pa prepovedana, Ja, ne bo bo lahko, povedal ne. nekdo, jaz sem bil s svojim možem na smučanju. Ne? Ampak si bo nekaj zmislil in to mene boli. Ne? Da morajo potem ti ljudje ali pa kdorkoli takega lagati, pa se pretvarjati, biti nekdo drug. No, se to. Ja, Ker bomo še igrati. ja se to. V Ja. končni fazi pa. Meni, No, ampak to je bila kar, no, taka poteza se mi zdi, je za sabo potegnila veliko stvari, tudi otrokom pojasniti, ne. Veš kaj, mi smo z ti si otroki to- vedno komunicirali iskreno. In Ja. mi smo vedno, jaz jim nikoli nisem razlagal, da je pa karkoli fuj. Ne, da je pač vse normalno, vse je naravno. Ti imaš istospolnosti ali pa homoseksualnosti v naravi pri vseh živalskih vrstah dokazano. In tudi pri ljudeh je tega 10%. To pomeni, če imaš ta 100 ljudi, ima ta 10 LGBT Potencialnih. populacije. 100%. Ja, Ker kar pa po ni pomembno, statistiki. da, ja, kar pa ne pomeni še, da so ne, Avtirani. Ja, Ja, mi imamo ne vem, 6-7 avtiranih v službi, ki pač to iskreno živijo, tudi povejo, imamo pa verjetno koga, ki pa to ne pove. Ne. Veš, imeli smo lezbični par,
punci, ki sta se poročili, v Avstrijo sta šle na umetno oploditev, ker pač v Sloveniji ne dovolimo istospolnim imeti otroke, ne? In imata 2 hčeri. So super družina. Mi smo tudi imeli v firmi. Ne? Sicer ne v Sloveniji, ampak v drugih državi tudi. Ženski par, ja. Ja, no, Veš, malo je bila ona zadržana, ker pač mislila, kako bom jaz zdaj reagiral, ne. Sicer moram povedati, da se boljše nisem imel s katerima 2 ženskama, ko smo kje sedeli, pa se zajebavali, ali pa sem prišel k njima, pa sta mi skuhali. pa še pridni zaposleni so to, ne? Mislim, Ponavadi, veš, normal, mislim, ko se nekje v redu počutiš. Ja, valjda, sigurno nobenega tega vse obsojanja znajo. ni bilo, mislim, To je jaz važno. nikoli ne, jaz sem še malo vprašal, kak sta pa, če fajn funkcionirata, pa kjera je bolj moški, kjera je bolj ženska, ne, in veš, ko ti one tako iskreno povejo, je zabavno, ne. Če danes, ko gledam, pa se z mladimi dosti pogovarjam, pa tudi tako, danes kot družba vseeno postajamo malo bolj odprti. Ja, lahko se pogovarjaš. Lahko se boreš in tudi, ne vem, vse dedi so se tudi imeli, nisi pravi jeba, če nisi vsega deda nategnil. To nisem slišal. To še, da Vse sem slišal, da nemajo bača bezo pasača, to sem za policaja, pa vojsko vidiš. to veljalo, ne. malo heca. Ne, se je vredno, to je tudi zelo avtentično. Ja. To je fajn, taki sproščen pogovor. Ne? Ja. Zakaj si se odločil napisati to knjigo? Več ljudi mi je v zadnjem času reklo, ti bi moral enkrat knjigo napisati, ne? Ker imaš toliko za povedati ali pa imaš tako življenje, pa ga upaš deliti. Potem pa je v 2022 smo mi dobili nagrado Združenja Manager za vključujoče okolje, kjer sem jaz imel en govor, kjer sem izhajal iz sebe in tisti govor je bil posnet, potem je bil pa objavljen na TikToku in je šel v 200.000 ogledov. Ne? In takrat se je vsul nad mano plas odobravanja, navdušenja. Končno je nekdo, ki je upa povedati, da v poslu ni važno, kako si oblečen, koga seksaš doma, če si celi potetoviran, važno je, kaj ti znaš, pa kak delavec si. Ne? In po tistem je mene klical, ali pa smo se srečali z založnikom, z založbe Beletrina in je rekel, veš, kaj mi bi pa o tebi knjigo pisali. In z tega je prišlo. Se zdaj že drugi del pišeš, ne? Ne, zdaj je šla moja prva je bila razprodana, tako da zdaj je ravno v ponatisu. Ponatisa. No, ampak ta proces, ki je trajal, ker to je proces, ko se piše knjiga, ne? Kaj se je dogajalo s tabo, rečemo, zdaj dam ven to stvari na papir, črno na belem, ne? Veš, kak je bilo na začetku? Kaj bom zdaj napisal, ne? Jaz sem, midva sva v bistvu to, ker mi je založba dala pisatelja, sva midva v bistvu to delala skozi intervjuje, tako kot se zdaj mi pogovarjamo, in on je snemal. In na tisto, meni so rekli, dali ti bomo pisatla. Jaz sem si, veš, kak si pisatla, jaz sem si predstavljal enega 70-letnega. Ja, vse jasno. Točno to, stereotipno, starejšega. Špegle. Pride pa en s piercingi, pobrit, mladi, najmlajši od mene, 10 let, večkrat nagrajen pisatelj. Sem rekel, ok. In seveda sem bil na prvem tistem intervjuju zelo zadržan še. Ker pač ne moreš se zdaj nekomu odpreti. Prvič vidiš pa odpreti, ko najroža. Ampak potem sem pa ugotovil, da v bistvu boljše, da se odprem, pa sem tudi rekel, veš kaj, jaz ti bom povedal vse, pa bomo potem ven četala. Bomo raje ven četala. In mi smo te intervjuje upravljala od avgusta do januarja. Potem je on to prepisal, pa začel spravljati v neke sklope. In ko mi je pošiljal, ko sem jaz to prvič bral, sem bil, to si ti povedal. Ampak prebereš prvič, prebereš drugič, prebereš tretjič, po enih 10-tič prebereš, ni več nič takega. Meni knjiga sploh ni več bila. In pol na koncu nismo nič ven četala. In je pač res vse ostalo. Necenzurirano je pač ostalo, ker v bistvu sem pa htel, res to je bil pa mi tudi zelo velik cilj, da povem vseeno vse, pa nič. V smislu, o nobenih imenih nisem govoril. Vse tistih, ki so mi mogoče kaj slabega v življenju naredili, ali pa niso mogli mimo zgodbe, niso omenjeni z imeni. Vsa dejanja, ki so taka, da bi koga lahko se nakazalo, za koga gre, spet niso. Teda v bistvu ni doben, veš, da je zelo taka, da nisem se htel nobeno maščevati. Zanimivo. Zdaj, če, naprimer,
pogledaš sebe za nazaj, bi kaj spremenil? Ne. Nič. V biznisu. Kaj? Nič ne bi spremenil. Mislim, danes ne bi bil taki, kot sem, če se bi vse, kar se mi je zgodilo, ne bi zgodilo. Če do te izgorelosti antidepresivov ne bi prišlo, bi verjetno danes gledam drugače na vse. Veš, danes mi denar ali pa to, da se peham, če bo mi postalo prenaporno, bom prodal. Ne bom se žrl več za to, komu se moraš dokazovati, mislim, pa zakaj, razen samemu sebi. Ne bi nič spremenil, res nič. Da mi povej, kaj pa bi rekel za ene podjetnike, ki so, ajmo reči, danes bi mladi radi bili podjetniki, kak na svet bi dal tem wannabe podjetnikom, ki se spravljajo na neko podjetniško pot, da mogoče ne bi hodili po istih minah, pa končali na psihoterapiji, kar ne vidim nič slabega, da boš, mislim, se razume, jaz vsakega skoraj spodbujam, danes idi se pogovarjati. Ja, moraš. Ne, ker veliko je tega, ne, in ne moreš sam predelati nekih stvari, ne. Ampak vseeno, da prešparaš enemu pot, do izgorelosti, pa antidepresivov. Slediti predvsem sebi. Mi pa vsi probamo slediti nekim družbenim pričakovanjem. Če ti slediš sebi, če si najprej ti, pa če si tu not nekak miren, se mi zdi, da gre bistveno lažje. Pa predvsem se mi pa zdi, da danes mladina nima potrpljenja. Danes mi ne zgledamo več tako stari, ko so. Ko sem jaz bil star 30, pa je nekdo bil 50, ali pa ko sem jaz bil 25, pa je nekdo bil 50, je bil starček. Zdaj pa naj pogled, kako zgleda. Ja, pa res je. Zdaj pa ti nas Pa pogleda, zdaj še ženske več niso to, kar so včasih bile. Točno to. In Da je ruto, sem hitro. zdaj se nekdo pri 25 lažje poistoveti že z mano. Nima tiste bariere, hude, časovne, in pol misli, če se jaz vozim v takem avtu, pa če meni to že vse uspelo, te moram tudi to že imeti, čeprav ne ve, da je med nama 27 let razlike, pa jaz 27 let že delam. Krat Ali dva, pa 30, ja. To. Predvsem pa slediti sebi, poslušati se, pa ne delati, mislim, pa iti previdno. Previdno? Previdno v smislu, veš kaj, Da jaz gledam, razmisliš. da imajo mladi kar neke zaletave ideje, da se vsem zdi, da kar vsem bo vse uspelo. To nekako se doživljam, da imajo, ker delujem tudi kot mentor, da pridejo z nekimi idejami, ki so sploh niso preverjene, oni pač kar so prepričani v Uspeh. Ker vidijo, ne vem, na Instagramu, da je pa onemu nekaj uspelo. Pa se veš, da vedno vsak uspeh je pogojen z večjimi faktorji, ne samo, ker si imel ti idejo. Same ideje še vedno ni uspelo. Jaz sem videl, pol si šel tudi v to, ajmo reči, business coaching. Mentorstvo. Koliko si kaj zdaj tu v tem, verjetno ne veliko. Ne, ampak fejs, to mi je bolj za gušt, pa za nekoga, ki misli ali pa ve, da lahko z mojih izkušenj nekaj potegne. Da se lahko nekaj nauči, da ne rabi ravno to, kar si sam prej rekel, da ne rabiš iti po celi tej poti, da ugotoviš, da to ni vredno, da pač ti nekdo že prej pove. Kak finančni nasvet bi pa dal podjetnikom? Naj bo vedno, ne vem, tveganje razpršeno, naj bo čim bolj tveganje razpršeno, portfelj razpršen, ne staviti se na enega konja, ampak vseeno pa se fokusirati na tisto, kar ima največji donos. Mislim, tako zagledam iz svojega vidika. Pa se pač nekako probati finančno zavarovati, da imaš neki stalni vir nekih sredstev in da si najprej zgradiš, ker tudi večina ljudi danes bezlja, to bi pa milijon idej imamo, jaz reči, da najprej ti eno svojo sfiniširaj, jo maksimiziraj in kot jo imaš maksimizirano, kot ti laufa, se loti ničesa novega, ne se loti 100 stvari naenkrat, ker pol Ja, razpršen, pa ni fokusa. Pa tudi, če imaš ADHD, ne moreš to. Ne gre v Ni fokusa sploh, ne. Super, super. Se pravi, zdaj, če bi pogledali, imaš pa ene podjetnike, ki pa mogoče grejo proti najinim letom. Kako pa ti zdaj tu vidiš, bom rekel, še tvojo vlogo in v podjetju in če misliš, a boš zdaj sprego in ki se vidi? Ja, zagotovo bom sprego. Moja vloga je, da danes še predvsem postavljanje vizije, jaz se ne ukvarjam z letnim planom. No, se to me zanima, kako tvoje delo zgleda v filmu? Jaz se ukvarjam s tem, kaj želim, kje smo čez 10 let. Ali pa kaj moramo danes. Jaz po svojih otrocih, pa po tem, kar se v svetu dogaja, probam nekako, pa to mi gre neke trende izluščiti. In potem rečem, ok, trend se mi zdi, da gre v to smer, mi se že danes začnemo pripravljati na to. To se mi zdi, da je moja ključna funkcija ali pa vloga. Primer,
Dobro. Jaz ne vem, pri vajenih otrokih, ne, moji trije kupujejo vse preko spleta. Vse. Vse, ampak res vse. Ne? In to mi daje vedeti, in oni sploh v trgovino ne znajo iti. Redko Bi kdaj. se zgubili. Ne? Ne, pa ne znajo si iti odkupiti v trgovino, ker si vse naročijo na spletu. Ne? In to mi kaže na trend, Da gre vse. da gre vse in da ti mladi bojo nekoč, ko so danes stari 20 let, bojo nekoč v nekih firmah delali, ne? In da tudi tja bojo to prenesli, ne bojo se pa zdaj učili iti nakupovati ne vem kam. Ne? Če je danes vse na spletu, ne, to je recimo en trend. Ja. Ne? Pa Pa ne vse bi hitro primerjavo, cenovno vse. Ne? Kak pa vidiš, recimo, kaj bo ta tehnologija, pa umetna inteligenca, pa vse to vplivalo na biznis, pa podjetništvo, na delovna mesta? Jaz mislim, da je to super, zaradi tega, ker je poneumljanje, da moraš ti iz nekega papirja nekaj v računalnik prepisovati, ne? Če zna to umetna inteligenca narediti. Ampak to je, stvari se bodo spremenile, tako so se vedno, ko so prve robote, spomni se, mi smo to, ko so nas strašili, da v proizvodnji ne več doben delal, ker bodo vse zamenjali roboti. Pa ne bojo še, ne? Ampak Pa tudi tam, kjer so roboti, so še zmerom zraven ljudje. Pa se pa logično. jih je manj mogoče. Ne? Tako, ali pa delali bomo bolj kreativno delo, ne? Delali bomo človeški hospitality, v hotelu ne bo nikoli zamenjal AI, ne? Ker ne bom šel v hotel, če se ne bom mogel pogovarjati s človekom. Ne? Bo kakšen, naprimer, robotek pripeljal pijačo, To je drugo, ne? ampak, pa se bomo ne? smejali, ne? Bo pa še vedno Ampak še človek, ja. zmerom je, ne, še zmerom odnosi bodo tisti, ki prodajajo. Ne? Tvoji starši so še živi? Ja. Kaj si se od njih največ naučil, očeta ali pa mame? Od očeta mogoče, da sem flegma, pa da sem bože. Ne? Da se nekako ne sekiram, ker tu je mama bolj tisti, mama je takoj v paniki, ne? Bolj črno gleda, a ta je bolj, ja, bomo že. Ne? To od mame pa mogoče ravno to, ne, da ne delam zase, ne grebem za sebe, ampak za vse okoli mene. Ker se mi to zdi res, mama me vedno učila, da če imaš nekaj več, da je to razdeli. Tistim, ki si ne morejo privoščiti, ali tistim, ki ne zmorejo. Ne? Ker vedno rečem, da če nam je narava, če nam je dala neko večjo inteligenco, pogum, neko večjo moč, da dajmo to ne zadržati samo zase, ampak dajmo to tistim, tudi, ki pa tega nimajo. Ne? Ker si dostikrat niso vsi sami krivi. Kaj pa mi, da so se tvoji otroci do zdaj od tebe naučili, če bi mogli? To bi mogel za njih vprašati. Ne? Ampak kaj mislim, da so se naučili? Ogromno. Ogromno od obeh od nas, Matejo. Jaz mislim, da sva zelo stroga, da si morajo že danes vse sami zaslužiti. S sinom imamo pogodbo, študira v Ljubljani na Gea Collegeu. No, to me Če ne bo letnika naredil, mi mora denar vrniti. Ne, nehaj. Ja, seveda, se bi lahko šel v Mariboru, bi lahko študiral, pa bi bil doma. Kaj ima ta pogodba? Da mi povej, kako izgleda. Kaj Mi piše? ustno imamo pogodbo. Ne, ustno imamo pogodbo, šel je na plačljiv študij v Ljubljano, kjer moram plačati tudi najemnino za stanovanje. Ne? 500, koliko evrov? 600 evrov je 600 stala evrov. mama za najemnino, pa šola stane. Ne? In sem rekel, za stroške, pa za to, da tam živiš, moraš si sam zaslužiti, jaz ti plačam študij pa najemnino, ampak če boš šole ne boš naredil, boš mi to vrnil. Zato, ker bi lahko bil doma pri mami, ne? Pa bi zahodil na zastojn faks, pa najemnine ne bi bilo treba plačevati, ti si pa zbral to, jaz te popolnoma podpiram, sledi svojim sanjam, ne? Ampak zabaval se pa ne boš. Ne? Če si se za to odločil, moraš trdno delati. Pa mora dokončati tudi. Seveda mora dokončati. Mislim, dokončati mora Da tudi ne bo tako diploma, ti. pa da. On mora dokončati. Da ne bo tako kot ti, ne? On mora dokončati. Jaz sem si sam, Ker jaz če bi sem si ata tebi študij to sam rekel, bi plačal. mogel zdaj mu vračati. Samo jaz sem si študij sam plačal. Imate menjega pa firma. Ti si Jaz sem delal že sam- takrat. Ja, jaz sem si študij sam plačal. Meni si ga ti smilen. Pa nisi diplomirala. Pa res sem ti Vrni. posodil, še zdaj mi ga nisi vrnila. Ne? A samo imajo skupno, ne? Ja, Zdaj on ima dobro, skupaj okej. finance, ne? Da kar je No, moje, ampak dobro, tvoje, dobro. kar je- Imaš še kako drugi, tvoje, pa še treba kaki moje. drugi hekek, da otroke učiš kaj o denarju, pa o financi, o financah? Veš kaj, zaenkrat morajo delati, oddelati morajo in potem že sami vidijo s tem, zaenkrat mi je najbolj važno znati ceniti denar. ne. Ja, približati realni svet. Da mi povej, kako to dosežeš. 27 milijonov, lahko imate vse, kar hočete. Ne morejo imeti vsega. Malo je pri mami, malo so pri tebi, ali kak ste Mi dva sva zelo usklajena. A sta? Mi dva z Matejo sva zelo usklajena in če vsa pravila veljajo pri obeh. okej. To striktno. To sva se na začetku zmenila, da ne bojo vozili, ne? Pa tudi, da jih ne bova zmedla. Ne? Ata to dovoli, mama ne. Pravila so enaka pri obeh, mi dva se, če je pri kom kaj narobe v šoli, pa kaj smo vsak dan na Skupaj, liniji ja, in slišim, skupaj ja. to narediva in se skupaj tudi z otrokom sedeva, da še zmerom vidi, da sta mama in Ata mu to povedala, ne mama doma, pa Ata doma. Ne? To je ena stvar.
Najbolj plastičen primer je bil, ko si Frocon kupoval slušalke, ne? In to slušalke so bile vsak teden stavljene. Ja. Potem je pa ta starejši, ne bom pozabil, je delal v skladišču 2 tedna, ne? Bil je star 15 let, biti v skladišču osnovno na nogah, za 15-letnega, ki ni navajen, kako se je vsedel v avto, ko sem ga domov pelal, je čez 20 metrov je že spal. Ne? In potem smo šla, si je šel kupiti sam slušalke, ker je rekel, da bi si malo boljše kupil. Ko je videl v Big Bangu, koliko slušalke stanejo, pa da je on moral zdaj dan pa pol delati, zato da si te slušalke lahko privošči, so te slušalke šle iz ušes nazaj v škatlo, v original škatlo so se zaprli in na polico. In to je delal 2 ali 3 leta, je tiste slušalke je imel ven, odprl škatlo in jih nazaj pospravil, ker si jih je sam zaslužil in je moral dan pa pol stati na nogah za njih. Se pravi, samo takrat se človek nauči, ko nekaj Jaz mislim, da ko mora sam. Ja, ko vidi, to je realni svet, Ja, ne? Ga približa z realnim svetom. Jaz jim dam na začetku meseca oziroma 15. denar in s tem denarjem morate razpolagati in si kupujejo sami oblačila, sami ostalo morajo pa zaslužiti. Koliko je budžet tog, zdaj recimo ta štipendija ali kak pa še mi? Ja, štipendijo imajo, štipendijo Ne, pa nekaj, vse skupaj, ne vem, ta srednji za srednjo šolo ima 400 evrov na mesec. Srednja šola. Ja, ta starejši dobi pa 500. Ampak to je to, s čemer mora si res vse sam kupiti. Ne? Vse sam. Tudi če, Hrano, če je. vse si mora sam kupiti. To je budžet. To je budžet. Čevlje, oblačila, Pač če vse, hoče kar iti na porabi. pico, če hoče punco pelati, vse. Razen kaj večjega, ne? Zdaj, če bi, ne vem, morali smučke kupiti ali pa gremo na izlet, to ati časti, ampak ostalo pa vse sami. Dobro, Da se pač naučijo, ne? Pač, Tako je pač, treba. ta mali je zapravil po enem tednu vse, ne? Je pač pol bil 3 tedne brez, ne? Pa se je naučil? Že se naučiš časoma, ne? Pa je probal nagniti te. Pa veš, da te proba nagniti, ne? Pa dobiš message, a ti, kaj bi ti meni 20 evrov posodo, ne? To je najboljša posoda. Meni je Flikni posodi, mi 20. Sem ti flikneš, veš? Posodi. Ja, se jaz tudi fliknem. Včasih. Če so pridni, jaz vedno rečem, vaša naloga je, da šolo delate, ne? Da znate denar ceniti, pa da se ne obnašate kot Pijanci. kot pijanci, pa kot bogatuni. Ne? Ker to jaz sem vedno rečem in to jim vedno povem, ne? Denar, ki ga imam jaz, je moj. Ja. In ko bom jaz umrl, ga ne bo nič ostalo. Bravo. Ne računati na to, Ja. ker jaz ne delam za vas. Ja. Moja naloga je, da vam pokažem, da se da, Ja. kako se da, pa da vas naučim, da znate tudi vi do tega priti. Ja. To je moja naloga. Ja. Da boste pa vi na mojem naru, David Zero. če bo slučajno kaj ostalo, bo, Ja. namenoma, da bo za vas ostalo, Ja, super. to pa ne bom delal. Super, res. Mislim, Ja. ja, in In tudi to je vedno tudi govorim, vzor. Ja. zdaj vas vozim na izlete, Ja. gremo v Ameriko, gremo ne vem, na Šrilanko, gremo ne vem kam, zato da vidite, kaj vse obstaja, pa kaj se vse da. Ko boste enkrat v službi, se moja pipica zapre, pol, če boš ti hotel iti na Tajsko, si boš pač moral zaslužiti. No, meni se zdi to prav tudi. Meni se zdi to super. Kaj si pa oni pravijo, kaj pa oni reče? Ne, so naučeni, tako veš, že skozi od malega. Pa se tako je prav. Jaz mislim, da tako bolj znaš ceniti in vidiš nek realen svet, ne? Ker to je ravno po mojem problem. Če priješ v nek realen svet in pol vidiš naenkrat, mislim, svet te popapa. Ja, pa ne smeš, ja, ker tudi v šoli, ne, ko se zgodi krivica, v šoli se dogaja ogromno krivic. Ne. Jaz nikoli nisem šel v šolo pa lajal na učitelja. Ne. Jaz sem vedno rekel, to je normalno, svet pač ni pravičen. Nauči se handlati za krivico. Tako kot so Ker meni se ti rekli, bo v to ni življenju- pravično, se neko nič ni pravično. Nič ni točno to. Marsikaj v življenju se ti bo zgodilo, kar je krivica. Ja. In pač moraš znati s tem Ampak to je handlati. life. ne. Živeti. Ta srednji je bil izvoljen za predsednika razreda, pa je razredničarka rekla, ne, ti pa ne boš. Ne? Pa je določila eno drugo. Ne? Pa je bil sva v solza. Pa sem rekel, glej, Fight. ker pač tak je. Ne? V življenju boš marsikaj bi ti moralo pripadati, ali pa si zaslužil, pa ti bo nekdo to pod nekem, ti pač tega ne boš dobil. Ni to bilo zdaj prvič. Mislim, bilo je prvič, ni pa bilo zadnjič. Ja, to je life, ja. Vprašanje, kaj se iz tega naučil? ne? Tako. Super, Marko. Mislim, kaj, če bi mogel zdaj strniti, kaj se ti največ naučil o svojem življenju do zdaj? Celo življenje je učenje in še naprej se učim, kar sem se najbolj naučil, da je res najlepše biti iskren najprej do samega sebe, da se sprejmeš pač taki si in da delaš na sebi, da je treba celo življenje delati na sebi, nikoli ni konca. Celo življenje se je treba raziskovati pa učiti o samem sebi. Me si rekel, da ravno nimaš pozornosti, imaš kako knjigo, da priporočaš komu za branje? Mojo. Ok,
Hvala lepa, Marko. Hvala lepa. Mislim, da bi Hvala se za lahko še povabilo. en mesec pogovarjali, Ja. pa upam, da se še bomo kdaj. Ne? Bila. Vse Hvala dobro. vama, enako. Vse dobro. Ja.